Nepremično sem strmela v svoj cev. Po pol ure so se moji obrisi zabrisali in namesto njih sem zagledala mariborskega hipnotizerja Svengalija. In jaz? Kaj pa jaz? Zadnje čase razmišljam o Mariboru. Njegova zgodovina je hipnotično zaspana, temačno igriva in pravlično naivna. Predstavljam si ga od A do Ž, razmišljam pa tudi o hipnozi in magiji in o življenju populacije muh v mestu. Muha vsrkava predvsem kolo iz bližnjega lokala. Morda je zato že od ranega otroštva celo hitrejša in nemirnejša kot katerakoli druga muha iz njenega razvejanega mariborskega corostva. Ampak to je še vedno muha. Ima tanke dlakave noge, srce kot nemočen angel in je izredno prijazno bitje z majhnimi nemirnimi očmi. Svengali, junak legende o Svengaliju. Hipnotizer, jasnovidec, čarodej, ki svojo svetlo magijo ni prizadel niti muhe. Stojim skrita za vogalom in ga opazujem spoštljive razdalje. Če bi se mu približala, ne bi vedela, kaj naj mu pravzaprav rečem. Tukaj sem že tretji dan, ampak razen včerajšnjega naključnega srečanja z vinsko mušico, še vedno nič. Postopoma kukam v ločene in mešane odpadke po Mariboru. Ne samo pokukam, ampak pošteno fotografiram notranjost mariborskih smetnjakov. Ne vidim nobene mariborske muhe.